In tu je še tretja, prav tako izjemna zgodba o uporabi domačega slovenskega lesa, vendar tokrat na drugačen način. Smrekov les iz družinskega gozda je dobil družbo umetniških stvaritev iz prav tako naravnega materiala gline. Prvič do zdaj smo v stanovanju, katerega del je ustvarjalni studio. Lastnica v njem oblikuje keramiko in ravno njen odnos do gline in prefinjenih oblik preveva vsak kotiček tega fascinantnega ambienta. V studiu diši po lesu. V njem se na policah v soncu kopajo ljubke posodice in tu plastika nima vstopa. Stanovanjski prostori pa združujejo minimalizem in spomine na babico. Anja, povejte nam, kako ste prišli v tole stanovanje, kakšna je zgodba? Zgodba je kar dolga. Začeli smo z iskanjem hiše v naravi, nekje v bližini Ljubljane. In potem po kar nekaj časa, 3 leta recimo, sva iskala, nisva našla nekaj, kar bi nama obema ustrezalo. In potem sva en dan rekla, ok, dejva malo spremeniti najine želje. In je padel tudi na idejo, da bi imela stanovanje, ki je večje, ki ima tudi možnost za studio v Ljubljani. Stanovanje je nekako odražalo in slikalo idejo te hiše, ki je zelo stara, okrog 140 let. Želje za studio pa so bile majčkeno drugačne. Zelo sva hotela ločiti oba prostora, torej studio kot poslovni prostor, da studio ima čim več naravnih materialov, ker se tukaj v bistvu oblikuje iz gline, izdeluje keramiko in da je tudi slika temu. Arhitektka Sanja Premrn je prisluhnila željam lastnikov stanovanja. V kakšnem stanju pa je bilo to stanovanje, ko ste prvič prišli noter in koliko ste potem, na primer, tlorisno spreminjali? Ja, ti prostori se nahajajo v stari stavbi, tako da je bilo deležno že večjih prenov. Nažalost pa te prenove niso bile preveč dosledne pri izbiri materialov, tako da je bila naša prva naloga odstraniti elemente. Le v starih hišah so stropi tako visoki kot v tej stavbi. Višina prostorov je namreč kar 4,2 metra. V bistvu novih odprtin nismo delali. Nova je bila stena, ki loči zdaj hodnik in spalnico. Ta dolg hodnik smo potem ločili na 2 dela, tako da smo dobili nek predprostor, iz katerega se gre v studio ali pa v stanovanje. Tukaj je zelo jasna osnovna ideja lesa, naravnega, čim bolj naravnega lesa. Kako je bilo zdaj oblikovati iz tega osnovnega gradnika, da ga mora biti toliko, ne? Ja, ni lepšega, kot če naročnik hoče uporabiti masiven les, ne meni, tako da sem bila zelo vesela. Mogoče je bilo pri oblikovanju studia, nisem prav imela občutka, kam gremo, v katero smer, ker nisem si predstavljala, da potrebujemo toliko poličk, ne. V bistvu je pa logično za sušenje vse te keramike, samo poličke, tako da jaz sem risala, Anja pa vedno mi odpisala še poličk, tako da smo samo dodajali. Ma ne, super je bilo, ja. In kakšne so bile zahteve pri tem vašem čudovitem studiu? Zahteve so bile, da so čim bolj naravni materiali, čim manj plastike, čim bolj topu, svetu studio, z veliko funkcionalnega prostora, torej odlagalnih površin, za sušenje keramike recimo, in pa da je en del namenjen razstavnemu prostoru in prostoru za dogodke. Kakšen material je pa po stenah? Na stenah je barva iz gline, na stropu je pa omet iz gline. In seveda obdajana je tale svetu čudovit les, ki pa ima spet eno zelo posebno zgodbo. Tako, ta les je meni zelo pri srcu. Les prihaja iz družinskega gozda pri Novem mestu. Čisto po naključju se je ta gozd mogel posekati. In jaz sem vedno želela uporabiti ta les za moj dom. In potem sem izrazila željo očetu, ali bi on bil pripravljen ta les meni odstopiti, da bi si jaz lahko iz njega zgradila studio. Kaj pa stoli v sosednjem prostoru? So tudi ti iz vašega družinskega lesa? Tako je, ja. Ideja za stole se je našla v Etnografskem muzeju Slovenije. V arhivu fotografij sem videla neke stare tradicionalne slovenske stole in imajo 3 nogice in desko za naslonjalo.
In jaz sem v tem vašem studiu prav zaljubljen v tisti veličasten krog, ki ima spet eno noro zgodbo. Najprej, ko smo se preselili sem, je bil ta prostor popolnoma prazen. Stene so bile bele, ampak umazane in smo jih hoteli prebarvati z belo barvo. In na nekaterih mestih je potem omet odstopil. No in pod tem ometom smo našli neko zelo, zelo staro dekoracijo te hiše. Kar velik del stene smo sčistili, ampak potem na koncu smo se pa odločili obdržati en krog na sredini zadnje stene, ki je zdaj pač kot neka povezava s to hišo in s preteklostjo. Vi temu pravite okno v preteklost, ne? Ja, okno v preteklost. Preteklost te hiše. Studio meri približno 70 kvadratnih metrov, stanovanjski prostori pa 100 kvadratnih metrov. Lastnika in arhitektka so skupaj zasnovali moderno opremljeno stanovanje, ki ga s preteklostjo povezujejo nekateri kosi opreme, na katere sta lastnika navezana. Hkrati ga v sodobnost umeščajo minimalistični kosi pohištva. Izbrali so tudi drugačne vire svetlobe, ki na svoj način opredeljujejo prostore. Ja, tukaj smo hoteli ustvariti malo bolj žlahten prostor, tako da smo potem izbrali tudi temno barvo za te visoke ogradne omare. Dodali smo še te težke zavese, ki še bolj poudarjajo višino prostora in dodajo tako žlahtnost. Imajo pa tudi funkcijo zvočnega izolatorja, kar blokirajo ta zvok iz ulic. In res posebno eleganco temu prostoru dodajo tudi svetila. Ja, razsvetljava je spet malo specifična zaradi višine stropa. Nismo izbrali neke splošne razsvetljave, ampak spuščena točkovna svetila, ne. Sam tam, kjer smo želeli svetlobo, se pravi nad jedilno mizo, nad mizico v dnevni in nad kuhinjskim pultom. Snovalci prenove so se strinjali, da je za tla takega meščanskega stanovanja najbolj primeren parket. Izbrali so dimljen hrast, položen v ribjo kost. S tem se slogovno ujemajo tudi nekateri kosi pohištva. A nam zaupate še, kje ste pa prej živeli, preden ste se preselili v tole čudovito stanovanje in čudovit studio? V hiši od staršev in do tega studia sem jaz imela svoj studio v bistvu v kleti z zelo malo svetlobe in še zdaj nisem čisto dojela, kaj tukaj imam.